Ok, Puffy, spravi, če se ostavimo še malo pri Lolita, pri tem alternativnem fashionu. Ko sem malo raziskoval tvoje ozadje, sem našel tudi en YouTube kanal, Stalker! Ki je zdaj mogoče... A ti povem, jaz sem ga gledal, ko se dogaja, sem tak, ne? V real time? Ja, jaz se tak spomnim, Puffy, ko je postala... Kaj ti unboxing videi, tako Unboxing? review. Jaz sem to čisto What was Ja, mogoče hočeš najprej kaj povedati o tem YouTube kanalu, ker vem, da imaš več YouTube kanalov, right? In ta YouTube kanal mislim, da je že zamrl pred parimi leti. Mislim, tako dejansko še uporabljam za gledanje YouTube ta kanal, ampak objavljam pa ne več gor, predvsem zato, ker je pač meni je bil res ta Lolita community všeč in v bistvu prek tega YouTube kanala sem jaz tudi enih ljudi spoznala online, tako iz Madžarske, iz Hrvaške, smo se potem nekako povezali. Ste imeli kakšne fizična srečanja, veš, kot smo imeli, naprimer, mi v naših študentskih časih, ko smo hoteli se srečati z ostalimi anime fani in, naprimer, Dango naredil anime Tea Time, kjer smo se v bistvu tudi mi srečali, ne? Mislim, parkrat smo se slovenske Lolite dobile, tako v Lolita kavarni v Ljubljani, čistko... še obstaja? Ja, Lolita še obstaja dejansko. Pa je dejansko specializirano za Lolite? Mislim, ima karkoli povezave? Če nimaš, če ne. Zelo, it's a weird coincidence, ker tudi ne vem, zakaj se oni Lolita imenujejo, ampak je pa tak Parisian, cute, like flowery cafe. Ja, dejansko je tako tematsko bil za Lolita meeting. Predstavljaš, da dobiš na tortice, ko imaš na japonskem, ko imaš 3 stopnje. To je Slovenija, ki živi v Marku. Nas je bilo kar neki, mislim, da nas je tako, mislim, kar neki, pač 10. Ej, to je zelo veliko, za taki niš, za un čas, je bilo kar dost. Pa glede na to, da je to relativno drag hobi bil, sej Lolita obleke, mislim, še zdaj niso poceni. Imel si seveda te alternative Bodyline, pa to, ko so kao bile neke low quality ali cenejše, a ne alternative, ki niti niso bile vedno tako slabe kvalitete. Veliko nas je pač s tem začela, ampak res, če si pa hotel v ta hardcore Lolita stil, kak Angelic Pretty, Alice and the Pirates, si se lahko splačal od 150 € do 400 € za eno obleko, oziroma za pol kakšne ti sete, pa to. Koliko je tvoja najdražja obleka? 250 €. Za kaj v tistih evrih tam? Takrat. Ja, pred inflacijo. V današnjih evrih je to, 500 €. Zdaj že prihašt, Verjetno, Pa kaj, ste si tudi same šivale kakšne? Si ti sama kaj? Ne, jaz se nisem. Mislim, nakit sem si delala sama, pa te stvari za zraven, ker če si res hotel si kupiti cel set, srajco, nakit, teže potem. Pa čevlje? Ker vem, da ste tudi čevlje imeli take kjuskane. Ja, tudi čevlji so, ampak čevlji, mislim, si tako jih dobil za 50 €, 50 do 100 €, kar je tako primerjavi z oblekami. Je zdaj bolj affordable, ker zdaj, a veš, te platformeri pa to so v bistvu popularni sami po sebi ostali, tako da potem, a veš, ko pride nekaj v mainstream, pol cena nekako gre dol, zato ker je pač več teh stvari na trgu. Lolita je pa res bil nek niš zadeva iz Japonske, pa veliko teh Lolita trgovin niti ni pošiljalo po svetu. Si je mogel v bistvu prek preprodajalcev kupiti. Pa najlažje te obleke bilo dobiti v bistvu prek Facebook skupin, kjer so se prodajale second hand. Pa si imela kakšno specifično slog, ki se ga želelo uveljaviti znotraj tega Lolita stila? Mogoče, ne vem, če si imela kakšne idole v kakšnih japonskih skupinah, ki si jih želela posnemati, ali je bil to bolj, lepa obleka in jo bom naročila. If you know what I mean. Si imela kakšno specifično linijo, ki si jo želela držati, tak stil? Mislim, meni je bil Sweet Lolita všeč, ko je v bistvu Angelic Pretty najbolj naprej porival, ampak... Kakšen je to stil? Ta pink? Ja, tak zelo sladek, mislim, ti motivi so tudi ponad kakve plišaste igrače, sladkarije, zelo take pastelne barve. Basically Madoka Magica. Something like that, Mislim, si imel pa ful, imel si ta rokoko Lolita style, ko je bil res tako, pač, baročna, rožice pa to, pa si imel Gothic Lolito, imel si... Gothic Lolita. Vem, cel kup nekih teh subskupin je bilo, ko je že tako... Ampak, mislim, je community bil tako mali, da pol so se vsi, steampunk je tudi kar velika inspiracija bila pri enih subkulturah.
to res, ja. In zdaj, če se vrnemo v današnji čas, je ta, kako ne rečem, interes je že zamrl ali še vedno probaš ohranjati to Mislim, bi z veseljem se še oblekla kdaj v kak Lolita stil, tudi, ampak ne vem, zdaj... Mislim, da je sploh še živ ta... Ali se je že zmržal, kot smo prej omenjali, z ostalimi kulturami. Mislim, v Aziji še vidim kdaj kakšne punce, tako da so v Lolita oblečene, pa tudi imam še par prijateljc, oziroma, mislim, malo smo zgubili kontakt, ampak vidim na Facebooku pa na Instagramu. Tako smo mi kolege. Še ene tako kar hardcore so v tem stilu, večina je pa tako malo po stila, pa zdaj so novi stili, zdaj imaš pač te... Pa ne, sploh v Sloveniji hoditi z takimi oblekcami naokoli je malo tako. Zakaj smo že rekli, da je naša kultura zanimiva? Ja. Ampak to je že bilo takrat, mislim, so neke zgodbe poslušala, ko sta dve prijateljice pač bila v Loliti zunaj, ena je pač malo gotik, ta druga je pač tako bila bolj klasik Lolita, tako razlagata, da so enkrat ko eni tipi jajcu v njih vrgli. Veš, mislim, kako grozno je to, če ti daš 200 € za obleko in pol ti tako nekdo, jajca. Ne. Katastrofa. Horrible. Mislim, tisto, da se dobro počutiš v nečem, si vesel, da si nekaj poskusil narediti. Sem dokler ni mainstream, je pač vsaka drugačnost sprejeta mogoče z malo hostility. Mislim, jaz sem imela, je bilo veliko pozitivnih, pač nekega pozitivnega odnosa, predvsem od kakih starejših ljudi, pa ljudje, ko so prvič to videli, pa je tako, pač kakšne lepe obleke, kako si se uredijo, pa to. Ampak to je pač prišlo iz nekega curiosity, pa je tak seveda pa še unto drug odnos, ko pa tako, kaj so to neki čudaki ali klovni, pač. Mislim, jaz se verjetno, če je generacija dovolj stara, so že tako, to je pa ta, kaj je že, kaj je že bil, ne, vintage stil. Ne, ampak kaj je že bila tista... Te deklete pa bi rade šle nazaj v viktorijanski. Ja, viktorijanski, to. Kaj, dejansko? Ja, mislim, na to sem pomislil, viktorijanski čas. Inspiracija Lolita je dobila inspiracijo izmeč tega 1800 naprej. Tako da moraš iti samo, royalty fashion, Tako da samo dovolj stara mora biti generacija, Pač po manj tako v Veliki Britaniji would fit right in. Ja, se to je vedno so bile te babice, tako, če so te videli Lolita obleki, tako, kak si ti ljubko napravljene, jaz tok pogrešam ti stari čase. A misliš, da so te babice tudi včasno? Ne, pa sej, a niso v bistvu v babičnih časih so imeli tudi to lutke, pa take zdaj so imeli v takem stilu. Ja, dobro sejno. Nekako imam v spominju, da po moje sem tudi že videl, kje pri babici kakšne take porcelanaste lutke. Ja, to je tako creepy vedno. Mislim, pa tudi včasih je bilo bolj, mislim, tako, ta gender, ženske v teh pač oblekah, moški tako, pa mislim, da je bilo bolj specifično, pač ta res upedenane lase, obleke in potem mogoče nekateri pač obujejo, da to zdaj srcam, I don't know. Ja, nekoč je mainstream, potem je padel čisto za ton in I guess, da vedno, ko priješ, ne vem, 70s, 80s, 90s, vedno se skuša določena subkultura potem spomniti preteklih časov in to prenes noter kot neko subkulturo. Verjetno bi se mislil, da moda je itak nek remix, skozi čas. Pa se vedno se vrača, vedno se vrača. Zdaj 80, to so spet popularna, baggy pants. Jaz sem čez poletje tako videla ta 2000s fashion, ta low cut pants, skrco. No, v Aziji res, ko H&M, grem enkrat mimo, pa res tako crop top, low cut pants, oh my god, Jaz samo upam, da se ne vrnemo tisto, ko si imel kavbojke dol, da si gate kazal, veš, ko da že ti dol padajo. Ja, v 90s še posebej, oh my god, 90s. Vse se bomo vrnili Gregi v tisti čas. Ko si imel raperje, ki so imeli literally do samo. Oh my god. The time will come.